Ne potepa se le neža, sam sem pred pomembnim referendumom obiskal Makedonijo. V nedeljo bodo volivci tam odločali o novem imenu te države. Grški in makedonski premier sta se dogovorila, da bi se država lahko imenovala Severna Makedonija. Poglejmo, zakaj ta država potrebuje novo ime. Država Makedonija si prizadeva, da bi postala članica Evropske unije in NATO. Med pogoji za članstvo v obeh zvezah so tudi dobri odnosi države s sosedi. Makedonija pa je že 27 let v sporu z Grčijo, saj ime Makedonija lahko označuje državo ali grško pokrajino. Zato sta se premierja obeh držav dogovorila o novem imenu države Severna Makedonija. Zdaj bodo o tem na referendumu odločali še državljani. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: ali podpirate članstvo Evropski uniji in NATO s sprejemanjem dogovora med Grčijo in Makedonijo? Če bodo volivci obkrožili da, bodo spremembo imena podprli. Po javnomnenjskih raziskavah kaže na uspeh referenduma, a za njegovo veljavnost bo morala priti na volišče vsaj polovica državljanov. Če bo referendum uspel, bo moral makedonski premier Zaev v 120-članskem parlamentu zbrati 80 poslanskih glasov, saj bo le tako lahko spremenil ustavo in vanjo vnesel novo ime države. Dogovor pa morajo podpreti tudi v Grčiji, kjer pa nasprotniki sporazuma protestirajo, da je Makedonija grška pokrajina in da najjužnejša republika nekdanje Jugoslavije v imenu ne bi smela imeti besede Makedonija. Šele grška podpora pa bi Republiki Makedoniji omogočila pristopna pogajanja za vstop v Evropsko unijo in NATO.